Živijo tukaj Valentin. Danes bom govoril o spolnosti, o goloti, predvsem o naši človeški sramoti, o sramu pred temu, da bi drugega videli nagega, da bi bili sami nagi, in o sramu glede spolnega akta za seboj ali za drugo osebo. No, kot lahko vidimo, smo ljudje edina bitja na tem svetu, ki se oblačimo. Vse živali in rastline so pa gole. Take, kot se rodijo, take so potem celo življenje. Ljudje pa se rodimo goli, nato pa se začnemo zakrivati z raznimi oblačili. Seveda, nekatera ta domorodna plemena se oblačijo zelo minimalistično, njihova oblačila so predvsem praktična in seveda tudi v hladnejših podnebjih se recimo Eskimi kar zelo na debelo oblačijo, ampak zopet je to zelo praktično. Ljudje pa se zakrivamo tudi zaradi tega, da drugi ne bi videli določenih delov našega telesa, ker se nam zdi to sramotno. Zakaj je to? Kaj je vzrok tega sramu? No, tudi v teh verskih knjigah, v Bibliji, je zgodba o Adamu in Evi kot prvemu človeškemu paru, ki sta živela v raju in potem sta pojedla jabolko spoznanja in od takrat naprej sta ugotovila, da sta gola in sta dobila sram pred goloto in sta se začela zakrivati. Ampak kaj ta simbolika v resnici pomeni? Stvar je v tem, da v zgodnjem obdobju stvarstva smo bili vsi bitja z različnimi primarnimi izrazi in potem se je ustvaril umsko-zavestni sistem, ki naj bi omogočil bitjem refleksijo svojih dejanj, da so začela prevzemati odgovornost za svoje dejanja, kajti dotlej se niso zavedale, da tisto, kar je izven njih, da je del njihove notranjosti. Potem pa se je tudi skozi evolucijo stvarstva razvil prototip človeškega fizičnega telesa, v katere smo potem sedaj inkarnirani. In mi kot človeška bitja smo sestavljeni iz 3 komponent. Eno smo mi kot živo bitje, ki ima zavedanje. Potem smo vstavljeni v umsko-zavestni sistem, to je energetski sistem, ki nam povzroča misli in čustvene reakcije. Potem smo pa še inkarnirani v to fizično telo, ki je samostojno živo bitje, sestavljeno iz milijard celic, ki skupaj komunicirajo in delujejo v harmoniji. Da deluje telo kot celota, kot usklajena harmonična celota. Umsko-zavestni sistem je bil sprva narejen kot sistem, ki naj bi nam omogočil refleksijo, potem je pa dobil lastno zavest in zavedanje in željo po samoohranitvi in je potem začel sam ščititi lasten obstoj.
umsko-zavestni sistem ali na kratko je energetski sistem, ki pridobiva energijo za svoj obstoj z parazitskim, vampirskim srkanjem življenjske sile iz našega fizičnega telesa. Je simbiotski sistem, ki pa ima škodljive učinke za našo fizično telo. In ta umsko-zavestni sistem nam proizvaja konfliktne misli, ki jih potem sledimo in se odcepimo od te fizične realnosti, gremo v v to paralelno iluzijo, v domišljijo. In ko smo v tem lahko delamo karkoli brez zaznavnih posledic in vse se zgodi v trenutku. Ampak, ko smo v smo ločeni od univerzalne fizične realnosti. Zato ustvarjamo ta konflikt, trenje v našem fizičnem telesu, ki potem posledično fizično telo uničuje. In v zgodovini se je tudi zgodilo, da so določena bitja ustvarila spolni sistem, ki je sicer primarno funkcijo spolnega akta, ki je namenjena primarno za razmnoževanje fizičnih teles. To funkcijo so uporabili zato, da so spolni akt nadgradili v akt za generiranje dodatne energije za oziroma umsko-zavestni sistem. In kot lahko vsak vidi, tisto, kar nas žene ljudi v to, da bi spolno občevali z nekom, je v glavnem želja po orgazmu. Ta energija sprostitve, ki jo večinoma začutimo, doživimo, ko dosežemo vrhunec spolnega občevanja. Toda kaj je orgazem? Orgazem ni tista nagrada za spolni akt, ampak je samo ostanek oziroma višek energije, ki ni bila skanalizirana za to, da se napaja umsko-zavestni sistem. V sebi torej vemo na neki podzavestni ravni, da motiv do spolnosti z namenom čutenja te energije, orgazma, da je to sebično in škodljivo konfliktno dejanje. Zato v sami sebi čutimo sram pred tem. Ampak tega dejstva ne prepoznamo kot lastno odgovornost, ne sprejmemo odgovornosti za to, da bi prepoznali, da smo mi tisti, ki smo se odločili za ta konfliktni odnos, ampak projiciramo to dejstvo navzven. Zato, ko vidimo druge ljudi, ko vidimo neko osebo, ki je gola, spolni sistem v nas proizvede energijo neke privlačnosti, ki pa jo ne prepoznamo kot lastno stvaritev, ampak krivimo druge ljudi, se pravi golo osebo, za to, da je povzročila ta naš občutek. Zato nismo zmožni prenesti pogleda na golo človeško telo, ker nismo sposobni prevzeti odgovornosti za energije, ki se sprožajo, ko vidimo golo telo. Vendar obstaja možnost, vsak ima ta potencial, da sprejme lastno odgovornost za te energije, ki se
povzročijo, ko pogledamo golo telo, človeško telo, ali pa ko vidimo katerikoli drugi predmet ali slišimo katerikoli zvok, besedo, karkoli nam sproži kakršnekoli tako negativne kot pozitivne čustvene energetske reakcije. Za čisto vsako energijo lahko prevzamemo polno odgovornost in na ta način te čustvene reakcije odstranjujemo iz sebe. Sčasoma, skozi ta postopek samoiskrenosti in samoodpuščanja, odstranjujemo ta nerealna prepričanja iz sebe, postajamo vse bolj čustveno stabilni in se odklopimo od tega umsko-zavestnega sistema in se integriramo z našim fizičnim telesom. Potem naprej smo osvobojeni od takojšnjih podzavestnih energetskih reakcij in dopuščamo samo še realne občutke, ko se eno fizično telo dotakne drugega fizičnega telesa. Spolni akt je lahko akt, za katerim krepimo našo energetsko odvisnost in zasužnjenost in stopamo v spolni akt z motivom doživljanja orgazma, ali pa stopamo v spolni akt na osnovi sprejetega medsebojnega dogovora, ko se dve osebi dogovorita, da bosta spolnost izkušala izključno in zgolj na fizični način. Med tem spolnim aktom pa bosta pozorna na možne energetske čustvene reakcije in si jih bosta takoj odpuščala. Na ta način spolni akt postane pot osvobajanja od energetskih odvisnosti in enakovredno podporo dveh fizičnih teles. Pri našem raziskovalnem in razvojnem gibanju Destiny imamo informacije o tem, kako natančno je sestavljen umsko-zavestni sistem, spolni sistem, kako deluje ta mehanizem proizvodnje energij in čustvenih reakcij. Imamo številne pisane dokumente, audioposnetke, videoposnetke, ki so podporni, imamo spletne tečaje in s pomočjo tega gradiva se boste lahko naučili, kako se učinkovito osvoboditi od škodljivih, uničujočih energetskih reakcij ter kako svoje življenje, spolnost in medsebojne odnose prilagoditi tako, da bodo podporni in da vsak od vpletenih posameznikov maksimalno izrazi samega sebe kot živo bitje, da se s tem doseže resnična sreča in notranja izpolnitev. Priporočam vam za ta namen, da se udeležite brezplačnega spletnega tečaja DIP Light in da poslušate audio izobraževalne posnetke iz spletne strani EQUAF, iz serije Relationship Support Series, potem What is Sex in pa The Shocking Secrets of Masturbation. Povezave do tega tečaja in audio posnetkov boste našli v opisu tega videoposnetka, tako da si le pogledajte in poskrbite, da boste izkoristili te dragocene informacije. Hvala za posluh in srečno!